Predvsem zato, ker cene, ne? Sorry. Če to drži, kar na tem papirju piše, je to malo bolano. Tukaj imate zdaj klasiko, ki ste jo tako hoteli imeti, pa pravite, da jo ni več. Današnji vlog bom izkoristil za to, da se poslovimo od avtomobila, ki mi je bil, kljub temu, da nikoli ni bil nek prodajni hit, zelo všeč. Od vsega začetka, zdaj, ki ga pa kmalu ne bo več, zdaj se mi pa še posebej škoda zdi, da ga ne bo več. Vse verjetno prihaja kakšno nadomestilo, ki bo bolj v skladu s trenutnimi trendi ali pa dajmo temu reči povpraševanjem avtomobilskih kupcev, pa da takoj razčistimo še eno stvar. Tukaj sem pri Sloveniji vasi, center kartinga pa motošporta, ampak se ne bomo hitro vozili. En zelo specifičen razlog je, zakaj to zdaj snemam tukaj. Zato, kamorkoli sem šel v bližini mojega doma, piha 100 na uro. Veš, karting plac je pa malo spuščen v luknji in povsod naokrog piha, se ne vem, če se sliši, tle pa je ne vrste zatišje. No, zato smo danes tukaj, ne zato, da bi dirkali. Konec koncev temu avtu dirkanje pa pretirano športna vožnja sploh ne paše. Ima pa kupenih drugih zanimivih, a že cajt, da ga pokažem, ne? Kaj zdaj bluzi? Evo ga. Vse ga verjetno prepoznaš, a ne? Če pa ne, bom pa vse zelo hitro razložil. Tole je Volvo V40. Ta avto je zelo dolg časa predstavljal vstop v svet Volvo, pravzaprav je prišel na trg, se mi zdi, da je bil predstavljen 2012, ampak da je na cesto zapeljal 2013. Tisto leto sem ga jaz tudi prvič testiral, pa še parkrat zatem. No in V40 je klasična kombi limuzina. Povpraševanje po teh pa upada. To je tudi eden izmed razlogov, da se poslavlja. Žal. A zakaj pravim žal? Dobro, sej, če gledaš Komutar Minuta pogosto, veš, da so mi, dajmo reči temu, ne outsiderji, ampak avtomobili, ki zasedajo neka nišna mesta znotraj segmentov, vedno bili všeč. Vedno so mi bili všeč underdogi, tisti, ki so šli proti mainstreamu. In to je V40 delo od prvega dneva, ki se je pojavil na avtomobilskem trgu. No pa da skratim pričo, ne, leta so prinesla svoje, Volvo se je pač odločil, da V40 ne bo več izdeloval. Tukaj imate zdaj klasiko, ki ste jo tako hoteli imeti, pa pravite, da jo ni več. In ko sem jaz to slišal, sem sam čakal eno tako dobro priložnost, da dobim en avto na test. Ta avto v resnici sploh ni del testne flote, jaz sem pa vsem poklical Volvo, pa sem rekel, poslušajte, a imate kakšnega V40, jaz bi z njim zapeljal zadnji, dajmo temu reči, poslovilen krog. No in pri Volvotu so rekli, ni problema, zelo hitro so pripravili tale avto, jaz sem skočil ponj, čeprav v tem trenutku testiram še dva druga. In sem s testnimi avti v tem trenutku še kar zaseden, doma me čaka Mercedes GLB, v Ljubljani imam parkiranega Audija A4 Avant. In že to pove veliko avtomobilov, da si en upokojenec, ki se bo počasi poslovil, uspel izboriti, izrezati čas, ko testiram dva sodobna, pa hudo napredna avtomobila. No in situacija je taka, poglej, moji spomini na V40 so večinoma zelo pozitivni. Čisto zadnji, ki sem ga testiral predtem, je bil CC Cross Country, en predtem je bil pa, veš, kaj sem ga fotkal, smo ga šli fotkat na Roglo. In vem, da sem delal tudi fotke iz avta v avto. Zunaj je bilo, mislim, da minus 12 stopinj. Jaz sem mislil, da bom zmrznil. No in pol me je ta sentimentalnost malo zgrabila, sem šel nazaj na Siol pogledat, kaj sem pa jaz nazadnje napisal v V40. In stavek, ki mi je takoj padel v oči, pa to mimogrede za avto, kljub vsej konkurenci, velja še danes je, če bi mu moral pripeti oznako, bi bila to kljub kompaktnim meram potovalnik. V piko to drži še danes. Imam tudi dober primer. Včeraj sem moral na hitrico skočiti v Rogaško Slatino, pa sem imel dve opcije. A se bom odpeljal z Mercedesom GLB, sodoben, udoben SUV. Mercedes, ki je požel zelo veliko zanimanja, ne samo pri javnosti, ampak tudi veliko hvale pri novinarjih, ali pa V40. In moram priznati, in to ni zdaj dis Mercedesa, da sem z veseljem zbral V40. In to se navezuje na stavek iz mojega testa izpred 6 let nazaj, ker sem rekel, da kljub kompaktnim meram ga jaz vidim kot potovalnika, ker raven udobja, govorim za sprednji del kabine, ker zadnji je prostora, to je treba priznati, predvsem glede na tekmece, razmeroma mal, ampak spredi sediš pa kot tak kralj. Stari lej, takole bom rekel, avto ni več najmlajši, ampak kljub temu te izzivam, da v tem segmentu najdeš udobnejši par sprednjih sedežev. In to združeno s podvozjem, ki ljubi daljše vožnje, ki se zna zoperstaviti tudi slabšim podlagam, to je nekako še vedno zmagovalna kombinacija za večino voznikov. Mislim, odvisno malo tudi od tega, česa si želiš, ne. Ampak če si želiš mir na cesti, pa se dostkrat tudi kam dlje peleš,
he's the guy. Poglej, takole recimo zgleda, ko jaz za sabo sedim v drugi vrsti, prostora za kolena ni na pretek, nekaj ga je, za otroke bo dovolj, sploh pa za lastnike, ki se večinoma v avtomobilu vozijo sami ali pa največ s sopotnikom. Pa tudi pri kufru zanj velja to, kar je ponovadi veljalo za premijske predstavnike tega ali pa skoraj kjerkoli segmenta. Prostora ni nadpovprečno, konec koncev je pa tudi nakladalni rob razmeroma visok, pa odprtina je razmeroma ozka. A je to zate pomanjkljivost ali ne? Mislim, če se vozita dva, pa ni to zdaj prvi družinski avto, mislim, je to ena stvar, ki jo z lahkoto potrpiš. To je moje mnenje. Stari, kaj naj ti rečem? Vsak avto, tudi V40, ima pač nekaj svojih pomanjkljivosti. Glede na to, kdaj je prišel, pa koliko časa je že na trgu, niso prehude. Ok, zdaj pa, tako ponovadi je cajt, da se posvetimo tehnološki plati tega avtomobila. Pa ne samo zato, ker je Volvo, ne, in so Volvoti, ne vem, pregovorno varni. Se mi zdi, da je vsem dosti pomemben, da poudarim predvsem eno dejstvo. 2013 je prišel v Slovenijo, 2016 je bil prenovljen. In ko so ga prenovili, je bil to avto, ki je na Euro NCAP testu leta 2016 dosegel najboljši rezultat. Ever! Kadarkoli sploh. Še danes, kljub letom, varnostno in tehnološko kotira precej visok, mogoče v primerjavi z najsodobnejšimi avtomobili kakšen sistem manjka, ampak kljub temu, ne, spredi recimo svetijo full LED luči. Pa ko že govorimo o ledicah, ne, dnevne LED luči se mi še danes zdijo ene najbolj kulskih. To je en tak približek tistega torovega kladiva, s katerim se Volvo hvali na vseh modelih. Sposoben je nadzirati promet pred sabo, prepozna pešce, valjda sam preverja, kakšna je situacija pred njim, sposoben je samodejno zavirati, prepozna pešce in tako naprej. Pa še nekaj, ne, zdi se mi kul, da se je slovenski uvoznik dobro pripravil na slovo. Ki imam zdaj ta papir, stari, pa jaz skozi zgubljam stvari. A ja, valjda, praštimo sem si ga že zunil, lej, tole. Zdaj si malo visoke kamera, zdaj si pa cajt vzeli. Takole bo boljš, ne, takole bo še boljš. Ko sem dobil avto, sem tudi tole noter najdel. Se mi zdi, da so to za nalaž noter porinili, da bi jaz kaj povedal. Pa glede na to, da je avto odhodil, no, to tudi z veseljem naredim. Predvsem zato, ker cene, ne. Sorry. Če to drži, kar na tem papirju piše, je to malo bolano. To se pravi, V40 T2 Inscription, to je oprema, mimogrede dizlov ni več, ki pravijo, da so že razprodani. Drugače gre za 2-litrskega bencinarja, Coinov je 122, menjalnik je ročni 6-stopenjski, mimogrede ni športen, ni hiter, ampak dela pa tako lušten. A veš, zdaj smo že v tem času, ko človek naleti na ročen menjalnik v avto, reče, joj, se je res. In če je dober, začneš biti nostalgičen, shit. Jaz bi več tega, no, to se mi zgodilo v tem avtu, ne. Enako velja, lej, čak ti pokazal. Lej, jaz nerad priznam, pa elektronske ročne, nič nimam proti njim, ne. Ampak, ko pa zagrabaš po dolgem času eno orenko ročko spet v roko, pa rečeš, ja, feels good, feels right. Mimogrede, to je ta menjalnik, o katerem sem govoril, tako lepo teče. Vzmeti ročice so ravno prav močne in zadeva nudi ravno pravšno količino upora. V glavnem, kje smo ostali? Pri ceni, ne? Volvo pravi, da ta avto, ki ga ti ravnokar gledaš v videu, v osnovi košta, ja, lej, premijske so cene še vedno, ne, šloh 35 jurjev, točno 34 925, ampak na to, pazi, zato pa je tu z rdeča številka, ne, in prav je tako, tega ti pa dovolijo odpeljati, veš cifro, za 20 jurjev 500. Hočem reči, take šanse verjetno ne bo več. Predvsem ne zato, ker V40-ke ne bo več. Nikoli več. Sploh ne bo konc. It was fun while it lasted. No, jaz sem še vse skupaj preveril tudi njihovo spletno stran, če te zanima, boš že najdel, kako do tja priti. Te ponudbe, ki jih imajo, ki mimogrede niso, sem videl, vezane sam na V40, tudi na par drugih modelov, očitno pač imajo neko zalogo, ki bi jo radi prodali. Hočem reči to, da se popusti ne nanašajo sam na V40, ampak odpreš spletno stran, je ta prva stvar, ki jo vidiš, popusti do 25 jurjev. Kar pomeni, da v osnovi lahko dobiš kaj XC90 za 60 jurjev. Kolikor pogledaš, no, stari. To. A veš, je hecen, ne? Pa to so zdaj moji zaključki, ne? To ni uradno sporočilo Volvo ali pa kaj. Mislim, da je varno reči, da takih scen, če mene vprašaš, ne bo več. Se mi pa zdi, da sem dolžen še par stvari poudariti, predvsem, ko pride do opreme. Avto, ki ga vozim, je sicer odlično opremljen. Leder, zici, stari, še enkrat ti povem, to je nor. Full LED žarometi, senzori spredi, zadnji, manjka mu pa recimo vzvratna kamera. To drži, ima pa prednastavitev, kar pomeni, da Volvo, to morate pa zdaj vi povedati, ker zdaj pa malo na pamet govorim, da se jo da tudi ali dobiti ali naročiti, to boste vi povedali, oglasite se spodaj. Sem prepričan, da bo kupenega folka, ki bo imel vprašanja na to temo, pozivam Volvo Slovenija, da se ima zmiga pa kakšno stvar razloži. Pa eno stvar sem se zdaj še spomnil, ker sem začel o opremi govoriti, ne. Ta avto je opremljen z airbagom, ki je namenjen posebej
pešcem. Ker če ti slučajno, bože ne daj, nabašeš pešca, se eden od airbagov sproži tukaj in se napihne čez spodnji del šipe in s tem potencialno prepreči smrt. Bom zdaj pobrskal malo po YouTubeu, zihar je kakšen klip in če sem ga našel, ga bom pokazal zdajle. Ok, to je to, kar se tega tiče. Kaj lahko še povem o avtu? Mogoče to, da glede na to, koliko časa je že na trgu, po mojem še vedno zgleda dober. Ma en kles izgleda, ko ga pogledaš od spredi, z boka ima tako razmeroma dinamično linijo. Le. Pazi zdaj to linijo. Od sprednjega žarometa prek sprednjih vrat, pa zelo nežen kink pri zaključku zadnjih vrat. Hočem reči, za svoje leta detskar dobro zgleda. No. Prosim lepo pogleda, pa reči, da to ni res. Je pa res, ok, to pa moram priznati, da sem v pa leta malo poznal v kabini, predvsem, ko pogledaš armaturko, te še nisem pokazal. Obenem imam pa zdaj eno za razmisliti. Pa preden pokažem armaturko, rad bi pokazal še digitalne merilnike. Ta avto je bil znotraj tega segmenta eden prvih, ki jih je nudil in še danes so mi všeč, čeprav grafika ni bistveno, če sploh kaj spremenjena. Valjda lahko menjaš med različnimi izgledi, meni je najbolj všeč športen, poglej. Vidiš, merilniki so popolnoma digitalni, v tem primeru rdeči, na levi strani, a vidiš številko 6,5, to je bila moja povprečna poraba. Potem pa lahko tukaj na obolanski ročici prideš do menjava, se imam že naštiman menjava tem, zbereš, zdaj imaš na performance, zato je rdeče, vidiš merilnik vrtljajo odkole na sredini, pa potem hitrost izpisana digitalno, pa lahko zbereš tudi eko. No, ta je pa taka bolj umirjena, prevladuje modra barva, pa imaš kar naenkrat merilnik vrtljajo na desni strani, vidiš? Na sredini je pa merilnik hitrosti in kaj je meni všeč pri tem videzu je to, da se številka hitrosti izpisujejo in potem sproti tudi ugašujejo. Pazi zdaj, ko se bojo številko osvetljevali skupaj z naraščanjem hitrosti. A ni tak cool trik? Tega še danes ne nudi nihče. In potem spet začnejo ugašati z zniževanjem hitrosti. Vidiš? Taka komaj opazna, ampak prefinjena fora. In to mi je bilo všeč že ta prvi dan, zdaj po 6-7 letih, naš drugače. No, zdaj pa caj, da pokažem armaturko. Poglej, kar vidiš je čista klasika. Malo je že old school, ne? Na sredinski konzoli boš našel ogromen enih gumbov. Mimogrede, ta konzola kljub številu gumbov še vedno zgleda vrhunsko. Je malo drugače kot pri najbolj sodobnih avtih, ne? Da Golfa, ker gumbov praktično ni, sploh ne omenjam, ne? Ampak a veš, kaj pa jaz pravim? Točno to, kar ti jaz zdaj kažem, se pravi, to delovno okolje, bi morali ustrezati, če upoštevamo vse komentarje, ki jih berem pod vlogi, pa še kje drugje, vsem tistim, ki pravite, da teh sodobnih pogruntavščin, zaslonov na dotik, prosto stoječih zaslonov vmesnikov ne prenesete, ne? A veš, mogoče pa za vas zdaj prišel čas, da zberete absolutno klasiko, nobenega prosto stoječega zaslona, ta zaslon je razmeroma majhen, nič bahav, ne štrli ven iz armaturne plošče, ampak je lepo integriran vanjo. Pa da se razumemo, je že res, da je velik tipk tamle, pa da to na en način kriči stara šola, ampak imaš pa tipko za volume, tipko za klimo, vse skupaj je simpel kot pasulj. Tukaj imate zdaj klasiko, ki ste jo tako hoteli imeti, pa pravite, da jo ni več. A veš, V40 je na en način prišel pa odšel v popolnem času, ne? Ker ti ponuja najboljše ali pa odlično iz obeh svetov. Malo je razdeljeno vse skupaj, ne? Imaš popolnoma digitalizirano instrumentno ploščo, pa imaš klasično sredinsko konzolo z gumbi. Štrlečega zaslona ni, klasično ročno imaš, ročni menjalnik je odličen. A vam prav? Ne, da vam. Ena stvar, ki pa ne gre nikoli iz mode in tako bo vedno tudi ostal, kakovost kabine je pa, mislim, uporabljeni materiali, česarkoli se tvoje prstne blazince dotaknejo, odlični. Tukaj se mu pa leta ne poznajo niti malo. Tudi položaj za volanom, ja, mečken visok se sedi, ampak zaradi tega gre lažji ven pa not iz kabine, to bo mogoče motil bolj športne voznike, ki pa itak niso kupci tega avtomobila. Debelina volana, feeling med vožnjo, udobje. Ja, stari, še vedno top. Ok, jaz mislim, da sem zdaj pa dosti povedal, če potegnem črto, poslavlja se en avto, ki mi je bil vedno ljub, zdaj ga pa ne bo več, verjetno prihaja naslednik, ampak ne takšen, kombi limuzina, kakšna dvignjena stvar, tako predvidevam. Volvo se je na to dobro pripravil, vsaka čast, ne bom ti več razlagal, pojdi na njihovo spletno stran, če te pač stvar zanima. Akcija je bolana, kar se cen tiče, ne nanaša se sam na V40, ampak tudi na, spet bom pozabil, S60, XC40 pa XC90. Volvo V40 meni je bilo fajn,
testiral sem jih, sem šel malo štet za nazaj, v vsem tem času mislim, da 5, 6 ali pa celo 7, nisem več čez ziher, za 4-5 sem 100%. No. To je to! A še kaj? Jaz mislim, da ne. Ajde.